Zmišljali bomo o ljubezni. Čudovite pesmi Vinka Möderndorferja o zaljubljenosti in njenih zagatah sta brala Maša in Juš. Romeo in Julija. Včasih tečeš in tečeš, pa ne veš kam. Včasih blebečeš in blebečeš, pa ne veš kaj. Včasih molčiš tako močno, da se vsem čudno zdi in učiteljica potem reče: "Uščipni ga za uho, a ne preveč močno, samo toliko, da vidimo, če sploh še živi." Maša, hvala, zelo lepo. Zakaj ti je bila to najljubša pesem v tej zbirki Romeo in Julija iz sosednje ulice? Zaradi tega, ker govori o tem, da nekam greš, pa nimaš cilja in pol ga najdeš. Veš, ko sem bil jaz tak zaljubljen najstnik, sem imel podobne težave kot tale Romeo iz najine knjige, in sicer imel sem kakšne mozolje po čelu, pa potem ti hitro štrli, kakšna frizura, majica ne stoji kot želiš in enostavno bi se želel kar pogrezniti nekam. Kakšne so pa situacije, ki tebi naredijo kakšno težavo, stisko, ko se znajdeš v njih, pa bi si želela, da se sploh ne bi zgodile? Ker sem svojemu prijatelju povedala, koga sem, in je pa on njemu povedal, pa ko sem padla in nisem vedela, kaj naj naredim, pa enkrat mi je moja sošolka posodila eno majčko, ker meni sploh ni bila všeč. Aha. Ja, in sem mi lagala, da mi je. Pa ji nisi želela povedati. Ja, verjetno bi ji morala povedati, da ni tako dobra, ne? Ja, to se seveda naučiš z leti, tudi se mi zdi, da skozi takale besedila in sicer skozi pesmi se mi zdi, da meni vsaj odleže, ko vidim, da nisem edini v taki situaciji. No, pesmi je sicer napisal Vinko Möderndorfer, najprej so izhajale v Pilu, potem pa so bile objavljene še v tej zbirki in Vinkota tudi zdaj pozdravljam tukaj med nama. Vinko, živijo, kako se vam je uspelo uživeti tako dobro v doživljenja zaljubljenih najstnikov? Jasno, vsak pisatelj, pesnik piše iz svojih izkušenj in tudi ta knjiga je nastala iz mojih izkušenj, pravzaprav iz spominov na moje izkušnje, ko sem bil star toliko, kot ste danes stari vi, se pravi, ko sem bil najstnik, pa mogoče malo starejši najstnik. Tako nekako hotel sem se spomniti tistih časov, tiste mladosti, tistih težav, prve zaljubljenosti, prvega poljuba in tako naprej. No. Tudi odzivi bralcev Pila so bili dobri, tako nekako sem jih hotel navdušiti nad poezijo. Je odlično, mene definitivno je navdušil nad poezijo, tudi tebe, Maša? Ja, vedem. Hvala za pogovor, Maša. Veš, tudi jaz sem nekaj spesnil in sicer gre takole. To je bil krajši pesniški ugriz, zdaj pa kroku gremo spet nazaj v kviz. Kar v redu. Ja, lahko rečemo kar v redu, Juš. Kovanje rim ti gre v redu, tekmovalci, vi pa prisluhnite vprašanju. Pesniška zbirka obravnava težave in zaplete sodobnih Romeov in Julij. Kaj je bil vzgib avtorja Vinka Möderndorferja, da je ustvaril to zbirko? A. Spomniti se je hotel svojih najstniških dni in težav. B. Bralce revije Cicido je hotel navdušiti za branje poezije. C. Želel je ustvariti pesniški dnevnik najstniške ljubezni. Ali D. Vse najstnike je želel navdušiti za branje poezije. Ni na koncu rekel, da je hotel navdušiti za branje poezije. Ne, da je. Aha, rumeni pravite, da je to odgovor A, vijoličasti pa, da je odgovor D. Ja, avtor pove, da je pri ustvarjanju zbirke izhajal iz lastnih izkušenj, torej iz lastnih spominov na najstniške dni. Hotel se je spomniti tistih časov, tiste mladosti, tistih težav, pravilen pa je odgovor A, kar pomeni 5 točk za osnovno šolo Dravlje.